Partnerji Center starejših občanov, Zdravstveni dom in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ormož so v okviru projekta pripravili čez 200 delavnic. Glavnina organizacije je sicer padla na Center starejših občanov, saj so v projektu sodelovali kot vodilni partner in njihova naloga je bila tudi koordinacija različnih dogodkov. Zadnja delavnica, ki je potekala v okviru projekta, je bila ena izmed kuharskih, s poudarkom na zdravi prehrani, saj je potekala v sodelovanju z zdravstvenim domom. Teorijo je pripravil zdravstveni dom, mi smo pa pripravili praktični del. Z dogovorom našim kuharjem Robijem in Valerijo, ona dva sta najbolj sodelovala, kaj bo ona imela na teoriji, da on pol to pripravil v praksi. So se šli zdravi obroki, zajtrki, potem primeri za sladkornega bolnika, kaj recimo primerno, da je. Kuhali smo, razne namaze smo pripravljali, potem smo imeli nekaj z mlečnimi izdelki, potem smo imeli ogljikove hidrate, kateri ogljikovi hidrati so bolj primerni, da jih štejemo pod zdravo prehrano, se pravi, to so polnozrnate zadeve. V glavnem veliko se je dalo naučiti, ne? Tako, res je. To pa je najbrž tudi poanta teh vaših delavnic. Ja, res je, da bi radi ljudem približali in jih na nek način spomnili, kako je pomembno, da se na nek način že v mladosti zdravo prehranjujemo, da smo potem tudi v starosti zdravi, pa nekako vitalni, da premagujemo starost. Tako je delavnica priprave sirnih namazov bila še ena v okviru promocije in ozaveščanja o zdravi prehrani. Sir je, bom rekla, naravni produkt iz mleka, vsebuje dobre beljakovine, se pravi, to so pač osnovne hranilne snovi, vsebuje malo ogljikovih hidratov in nasičene maščobe. Zdaj, če uporabimo lahko varianto, potem vsebuje manj nasičenih maščob, to je mogoče bolj primerno za tiste, ki imajo povišane maščobe v krvi, da se lahko izognejo in vzamejo lažje izdelke, medtem ko tisti, ki so zdravi, ni nobenega problema, da si privoščijo tudi skuto, ki je polnomastna, vendar v uravnoteženih količinah. Kaj to pomeni? Najbolj pomembno v prehrani je, da imamo uravnotežene obroke, da če so recimo polnomastni, da jih zaužijemo v manjši količini, če pa se pojavijo kakšnekoli zdravstvene težave, pa takrat tiste zadeve, tiste hranilne snovi pač malo omejimo. Danes je pač naš kuhar pripravil sirne namaze, obogatil jih je z zelišči, obogatil jih je tudi z zelenjavo, da potem lahko tudi njegovo hranilno vrednost dvignemo. Kaj to pomeni? Dodajo se vitamini, minerali, ki so v zeliščih, potem tudi, če dodamo kakšno zelenjavo zraven, 100% sadni sok in smo potem dobili en dober uravnotežen obrok, ki ga lahko imamo ali za zajtrk, ali za malico, pa tudi za večerni obrok. Imamo veliko vsebnost beljakovin, malo ogljikovih hidratov, dobre maščobe in seveda vitaminsko mineralni del, ki ga pokrijemo z zelenjavo in sadjem, in je to res potem tista uravnotežena, seveda pa, če imamo prekomerno telesno maso, takrat pa še potem pazimo pri količinah. Z izbiro dobrega, kvalitetnega kruha, ki vsebuje mogoče polna zrna, se pravi polnozrnati kruhi ali kruhi z dodatki ali orehov, ajdov in tako naprej, pa še dodatno obogatimo obrok, ga hranilno obogatimo z vitamini in minerali, ki so v polnozrnatih mokah. Tako so udeleženci imeli možnost izvedeti tudi, zakaj je sir dober in zakaj sodi v okvir zdrave prehrane. Gotovo pa je pomemben tudi praktični del. Sveži sir se za namaz lahko pripravi na več načinov, pojasni domski kuhar. Danes smo pripravili jutranji zajtrk z skuto, več vrst namazov skute, z domačimi zelišči, z bučkami, z česnom, z vsemi totimi, kaj notri gre, od soli, popra, kumaric, paprike, kaj pač gre notri v česen, je že bil česen tudi, ja. Ja, verjetno ni slučajno, da ste ravno sirne namaze pripravili. Vedete, to so nekda že v starih cajtih naši predniki, jutro niso imeli paštet, pa tako je zdaj od namazov, so imeli večino vse na bazi mleka. Od skute do kislega mleka in te smo mi tudi malo zdaj začeli to
uvajati, ker je to vse brez ejekov, brez ojačevalcev, arom in brez tistih konzervansov, kak notri so. To je vse natur. In kaj torej bi naj popili zraven, ko torej si pripravimo takšen sirni namaz? Poleg bi pasal kakšna bela kava, domača, divka, proja, pa kakšna kavica, tudi poleg paše turška, ne, ker jo pač pijajo. Pa domači čaj, lipov ali pa kaj podobnega domačega, kaj se doma sešijo, pa kopriv je tudi zdrav, ne. Šlo je torej za pripravo zdravega zajtrka, čeprav je v okviru projekta potekala še vrsta kuharskih delavnic, predvsem takšnih, v katerih so se udeleženci učili priprave dobrot iz tradicionalne prleške kuhinje.